tokrat v občinskem informatorju. V Kungoti na prav poseben način odpeljali otroke do podružničnih šol. V Lovrencu na Pohorju zaščitniki pazijo na prvošolce. V občini Hoče - Slivnica poskrbeli za varni prvi šolski dan. Mala podružniška osnovna šola v Duhu na Ostrem Vrhu z 12 učenci. V prostovoljnem gasilskem društvu Lovrenc na Pohorju blagoslovili novo gasilsko vozilo. Mola Ižina, ko se mize šibijo zaradi teže odlične domače hrane. Stand-up nasmejal številne Lovrenčane. Tradicionalni prikaz starih kmečkih običajev v Vuzenici. Preventivna akcija za varnost otrok tudi pred osnovno šolo Bojana Iliha. Lepo pozdravljeni. Prvi šolski dan je tudi za šolarje v Kungoti. Tam so se potrudili, da bo prvošolčkom ta dan res ostal v lepem spominu. V Kungoti so za prvošolčke po prijetnem sprejemu v telovadnici pripravili prav posebno presenečenje. Na podružnični šoli so odšli s posebnim prevozom. V Svečino. V šo? No. Nima ste se vidve že kdaj peljali na tak način v šolo kot danes? Ne. Kako pa se boste danes peljali? Kdo vas bo peljal, tudi če pogledava malo naprej? Konički. V Svečino. Za učence je tako prvi šolski dan. V osnovni šoli so se nanj pripravili z veliko radosti in pozitivnimi pričakovanji. Vsega skupaj na osnovno šolo Kungota vpisanih 37 prvošolcev, 5 jih je v Svečini, 11 jih je v Spodnji Kungoti, preostali pa so tukaj na matični šoli. Sprejem zanje smo organizirali skupaj. To ima nekako tudi simboličen pomen, ker se mi zdi, da v zadnjih 2 letih smo vse preveč živeli v nekih fizičnih razdaljah, majhnih mehurčkih, se zelo malo družili. Ravnateljico veseli, da je posebno presenečenje uspelo. Otroci so veselo zakorakali na avtobus ter se odpeljali do svojih šol. Potem pa smo tudi nekaj simbolike vnesli v današnji dan. Šolstvo v tem prostoru ima zelo bogato tradicijo. Imamo eno najstarejših še delujočih šolskih stavb v Svečini, torej 135 let letos praznujemo. In zato smo se odločili, da bomo prvošolčke tja odpeljali s kočijo. Kočija je včasih pač bila prevoz, ki je bil samo za praznike, nekaj posebnega, in današnji dan je res nekaj posebnega. Spodnja Kungota ima sicer nekoliko mlajšo stavbo, pa prav tako zelo bogato šolsko tradicijo. Tukaj pa smo rekli, da bomo eno drugo simboliko uporabili, kajti ko otroci samostojno stopijo na avtobus, to kaže na to, da so pač napredovali na tej poti odraščanja. Zavedajo se, da je prihodnost na mladih. Drži, največja šola še vedno Zgornja Kungota, torej centralna šola. Obe podružnični šoli imamo k sreči in se tudi trudimo, tako lokalna skupnost kot pa sam javni zavod Osnovna šola Kungota, da te podružnične šole obe obdržimo, ker se nam pač zdi izjemnega pomena, da šola je, ker če je šola, tudi kraj živi in predvsem Svečina, ki ima najmanjše število učenk in učencev, se vsi skupaj trudimo, da še šola je in zagotovo si bom jaz kot županja vedno prizadevala v tej smeri tudi v prihodnje. Prvi šolski dan je tako ali tako posebno doživetje, tako za prvošolčka kot tudi njegova starša. V Kungoti pa so to doživetje več kot očitno še nadgradili. V mnogih osnovnih šolah imajo projekt zaščitnikov, preko katerega učenci višjih razredov skrbijo za prvošolce. Vsak učenec sprejme enega od najmlajših in ga spodbuja, mu pomaga in po potrebi svetuje. Tako je tudi na osnovni šoli Lovrenc na Pohorju, kjer so prvi šolski dan naredili za prvošolce pravi špalir. 22 prvošolcev iz Lovrenca na Pohorju je začelo pouk na domači šoli. V veliko pomoč jim bodo njihovi zaščitniki. V bistvu pač naloge zaščitnika so, da povedejo otroka v prvi razred, da jim je malo lažje, da živčki, ko jim delujejo vso na uro, da jim mi malo oblažimo vse skupaj, pa pač, da jim je malo bolj fajn v šole. S prvošolci so imeli prve pogovore že konec lanskega šolskega leta. Barvali smo zunaj na igrišču, v glavnem smo se lepo razdelili, smo bili na njihovi mini valeti, ko so končali vrtec, tako da je bilo res fajn, lepo. Kako so zdaj pripravljeni? Ste imeli kaj stikov že? Se mogoče kdo malo posebej boji ali pa kako bi vidve pravzaprav ublažile ta strah, ne? S pogovorom ali kako drugače? Ja, seveda, z pogovorom, objemi, pač da jih poveš, da res ni nič strašnega, da je podobno vrtcu malo bolj zares, pa da je zabavno.
Še vedno bo pa verjetno tudi kaj igre, ne? Ja, seveda, mislim, da imajo tako planirano cel dan, tako da to bomo še mi videli, je še za nas presenečenje. Prvošolci so dobili pravi špalir. Moram res poudariti, da imajo naši prvošolci tudi svoje zaščitnike, učence iz 9. razredov, s katerimi so se srečali že takrat, ko so imeli mini valeto, tako da je ta prehod iz vrtca v šolo za njih po mojem dosti lažji. Seveda pa bodo z njimi tudi starši, potem se bodo malo poigrali, starši bodo imeli en taki kratek predstavitev dela v 1. razredu, pa malo prej bodo šli danes domov, ker morajo starši tudi kaj posebnega še početi. Ravnateljica je poudarila, da je prvi šolski dan pomemben tudi za vse vrtčevske otroke. Zagotovo imajo najmlajši možnost uvajalnega obdobja, starejši pa se itak tudi večkrat srečujejo med seboj, tudi medgeneracijsko, navajeni so vzgojiteljic, navajeni so prostorov, tako da pri starejših ne pričakujemo ravno nekih velikih stresov, se bodo verjetno kmalu navadili spet na ta vsak dan. Da bo šolska pot za vse učence čim bolj varna, pa so poskrbeli tudi na občini in starši. Mi smo že drugo leto zapored ponovili akcijo z lanskega leta, da smo združili moči občinske SPV, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in pa osnovna šola in smo poprosili prostovoljce, študente in upokojence, da nam pomagajo spremljati osnovnošolce na poti v šolo. Torej smo jih aktivno spremljali čez prehode za pešce na določenih točkah v našem kraju, ker se nam je zdelo to potrebno. Na Agenciji za varnost prometa v Ljubljani smo si sposodili opozorilne table. Zato smo jim izredno hvaležni in se jim na tem mestu zahvaljujemo, na katerih so opozorila, pojdimo varno v šolo, med vožnjo ne telefoniraj in tako še aktivno opozarjali voznike, da so v okolišu šol in vrtcev še posebej previdni. Nenazadnje je prav do odraslih, starejših odvisno, kako se bodo učenci počutili in da bodo v šolo prihajali varno in sproščeno. Včeraj je bilo jutro v Hočah pestro. V spremstvu župana, policistov ter Anje in Markota so najmlajši odšli na kratko pot, da so spoznali, kako varno priti v šolo in vrtec. Pred prvim šolskim dnevom so v Hočah poskrbeli, da najmlajši vedo, kako varno priti v šolo in vrtec. Kdaj lahko prečkamo cesto? Kakšna luč mora goreti? Zelena. Kaj pa, kadar ni semaforja, kaj moramo vse pogledati, ko gremo čez prehod za pešce? Levo, desno. Zakaj? Da nas ne povozijo avti. Po poti so jih spremljali tudi policisti in jim svetovali, kako morajo pravilno prečkati cesto. S to akcijo želijo pred novim šolskim letom voznike in druge udeležence v prometu opozoriti, da so otroci in mladi ponovno na šolskih poteh. Prvi šolski dan opozarjamo, vsi vozniki moramo biti pazljivi, tako da hvala AMZS-u, da se vsako leto odzovejo prvi šolski dan. Opozarjamo voznike eno leto v Spodnjih Hočah, eno leto v Slivnici, tako da se vozniki spomnimo, da nekateri so prvič na cesti in da smo bolj pazljivi v začetku, tako kot pa imamo za akcijo še 365 dni, paziti moramo celo leto na vseh poteh v šolo, tako da poziv vsem voznikom, pazimo na najmlajše udeležence. Istočasno pa opozarjajo tudi na to, da je treba za varnost vseh udeležencev v prometu skrbeti vse dni v letu, ne le ob začetku pouka. Danes je pomemben, da smo pozorni, ker se otroci vračajo v šolo in da smo še majčkeno bolj previdni, kot smo bili do zdaj. Zelo lepo so spoštovali predpise in naj tako naprej še delajo in lepo hodijo čez prehod. Otroke z vrtca Hoče je na poti spremljal tudi župan. Sprehodili so se vse od občine do prehoda na Pohorski cesti in se preko rondoja ponovno vrnili do občine. Ja, seveda, otroci so prav posebni, mislim, da tu pijejo znanje kot goba, razlagajo tudi ostalim, tako da to je vedno prijetni del službe. Vsi vozniki bodite te dni tako še posebej pozorni v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se morda otroci igrajo. Temu prilagodite tudi način svoje vožnje. Si predstavljate osnovno šolo skupaj le 12 učenci in učenkami? Prav toliko jih je na podružnični osnovni šoli Sveti Duh na Ostrem Vrhu, ki spada pod matično šolo Selnica ob Dravi. Obiskali smo jih na prvi šolski dan in izvedeli, da je šola pravzaprav znana po svojem sonaravnem učnem procesu kot gozdna šola in tudi, kaj učencem pomeni prijaznost.
V kraju Duh na Ostrem vrhu je v osnovni šoli 12 učencev in učenk, 2 sta prvi dan manjkala, ostali pa so obujali spomine na počitnice in kaj so počeli. Na morje smo šli, na počitnicah sem bil pri babici, želi smo enkrat. Na bazene smo šli, pa Celjsko kočo, pa k babici sem šla na počitnice. Na morje smo šli, na bazene, v gore, na počitnice. Prvi šolski dan so pripravili sprejem za vse učence in obe učenki od 2. do 5. razreda, med njimi pa je bil tudi en prvošolec. Vsi so skočili ali pa splezali skozi obroč in tako simbolično začeli letošnje šolsko leto. Zelo smo ponosni, da ohranjamo podružnico Duh na Ostrem vrhu. Imamo še tudi gradišče na Kozjaku, kjer je malo manj učencev, ampak zelo se trudimo, res in občina in mi. Zelo pomembno, otroci so tukaj čudoviti, pridobijo veliko znanja, tudi lokacija je krasna sredi gozda, tako da veliko ur izvedejo na prostem, imamo tudi veliko ur pouka zunaj in smo vključeni tudi v projekt Gozdna šola, kjer vse to udejanjamo, tudi te vsebine rednih predmetov potem izvajajo zunaj, ne glede na vreme, opremili smo jih s škornji, s pelerincami, tako da dejansko je tukaj ena taka lepa skupnost in vsi se trudimo seveda, da to ostane. Pomembno je, da ostajajo v lokalnem okolju. Sploh v teh zgodnjih letih je to zelo pomembno, zato se tudi za gradišče borimo, ker to je nekako tudi center kraja, center kulturnega dogajanja in nekako povezuje krajane in zato je to seveda pomembno. Ja. Prvi šolski dan so učenci govorili o prijaznosti in kaj to pomeni. Da si spoštljiv do učiteljice, do drugih, si govorimo prijazne besede, se spoštujemo. Da sem ga pocartal. Kako pa je to izgledalo? Koga si pocartal? Andreja. Si prijazen do enega, da mu pomagaš kaj narediti, pa dvigneti. Prijazna gozdna šola je pomembna tako za otroke kot njihove starše in celo skupnost. Zelo veseli in ponosni smo, da podružnična šola Sveti Duh na Ostrem vrhu še deluje, kajti to so kraji, ki so izven centra Selnice, ki se nahajajo torej tik ob državni meji in menimo, da je ostane oziroma stanje šole, da šola obstaja na takšnem območju vitalnega pomena za to, da se kraj razvija, da se razvija tudi občina. Zato smo še toliko bolj ponosni, da imamo uspešno podružnično šolo, torej poznani tudi v slovenskem merilu, kajti to je gozdna šola, kjer temelji pouk torej na sonaravnih načinih poučevanja in da to uživajo v tem tako učenci, učitelji seveda in so tudi starši zadovoljni. In če so oni zadovoljni, je potem tudi občina zelo zadovoljna in z veseljem pomaga pri razvoju in vlaga v obstoj te podružnične šole in vrtca. Občina sicer skrbi tudi za zagotavljanje osnovnih pogojev za drugo podružnično šolo in matično šolo, povsod pa nudijo sofinanciranje zajtrka za zagotavljanje zdrave prehrane. V Lovrencu na Pohorju so pred dnevi uradno in svečano predali novo gasilsko vozilo, ki bo služilo za namene gašenja gozdnih požarov. Z njim so izvozili tudi na intervencijo gašenja požara na Krasu. Kot pravijo, se je tam še posebej izkazala njegova funkcionalnost. Novo gasilsko vozilo bo prostovoljnemu gasilskemu društvu Lovrenc na Pohorju zagotovo dobro služilo. Namenjeno je predvsem gašenju gozdnih požarov. Gre za vozilo 4x4, 270 konjskih moči. Vozilo je z zelo malo medosno razdaljo možno pripeljati kar na vsa brezpotja in tudi tam, kjer ponavadi najbolj rabimo vodo, lahko vodo pripeljamo do samega kraja in tudi za ostale tehnične intervencije je namenjeno tako za reševanje ljudi z višin in globin, kot tudi za reševanje oziroma črpanje vode v poplavah. Z njim so izvozili tudi na intervencijo gašenja požara na Krasu. S tem vozilom smo lahko prišli v samo osrčje požara, kar je nam olajšalo delo, da ni bilo potrebno toliko cevi in vse opreme nositi na roke, smo se lahko pripeljali v sam center požara. Je pač malo večje, kot pa oni, kaj imamo v dolini, se pravi, kaj je na Slemenu in pa v Bistrici ob Dravi, cisterna, ki ima večjo količino vode. Je pa res, da se zelo dobro izkazalo letos na Krasu. Lovrenčani so bili enkrat z njim dol in šel sem pogledat v tisto območje, kjer so pač oni delovali. Je bilo res, da težko dostopno, pa zadevo so opravili
kot morajo, pa kot znajo. Lovrenčani pa marsikaj znajo. Sicer pa je prvo gasilsko vozilo v Sloveniji, ki so ga kupili tudi s pomočjo nepovratnih sredstev razvojnih skladov Evropske unije. Del projekta je pokrila občina Lovrenc na Pohorju, delež pa so krili gasilci sami iz lastnih sredstev. Vozilo je sicer stalo 225 tisočakov. Stavili smo projekt, s katerim smo kandidirali na Last Drava in prejeli dobrih 150 tisoč evrov nepovratnih sredstev iz različnih razvojnih skladov. Na to smo kar malo ponosni, dela je bilo zelo veliko, hvaležni smo za pomoč tehnično gasilskemu društvu in seveda tudi vodilnemu partnerju pri Last Drava, ki nam je pri investiciji pomagal. Tudi župan se zaveda, da je dobra opremljenost društev izrednega pomena za dobro delovanje. Dejansko so gasilci tisti, ki jih ob vseh neprilikah srečamo in želimo prve na prizorišču in vlagajo v to neštete ure svojega prostovoljnega, bi rekel, dela, to je njihov stil življenja in na nas, lokalni skupnosti, pa je, da jim zagotavljamo opremo in da pač poskrbimo, da so pri tem svojem udejstvovanju čim bolj varni. Upajmo, da bodo vozilo gasilci potrebovali čim manjkrat. V Vuzenici so ob zaključku vuzeniških dni pripravili popoldansko malico, Molo Ižino, na kateri ni manjkalo domačih jedi, značilnih za Vuzenico in okolico. Mola Ižina vsako leto pritegne veliko obiskovalcev, tudi letos je bilo tako. Jedi na stojnicah pa so bile zelo raznolike. Na Moli Ižini so domača in okoliška društva ponujala marsikaj. Razno pecivo, sendviče, jedi na žlico, pijačo, tudi pasulj. To je pravi partizanski pasulj z skrivnimi sestavinami in očitno gre vsem našim gostom zelo v slast. Kaj hitro ga je namreč zmanjkalo, tako kot drugih jedi. Vesele, da so obiskovalci zadovoljni, so bile tudi članice Društva kmetic Dravska dolina. Ja, pripravili smo krompirjevo solato z porom, pa piščančje medaljone pohane. In kako to, da so se odločile za por, ne pa za čebulo? Mi namesto čebule radi damo por, manj je oster, bolj taki blagi okus naredi, drugače pa radi vsi tako jemo, bolj kot s čebulo, pa ne toliko vpliva na želodec. Zadnje kose zavitka, štrudlja pa smo ujeli na drugi stojnici. Jabolčnega borovničevega smo imeli, pa je bilo kar zanimanje. Povejte, kako se ga pravzaprav pripravi borovničevega? Borovničev štrudl se pripravi iz ulečenega testa, tako kot tudi jabolčni, doda se skuta pa borovnice, domače borovnice. Imate mogoče še kakšno skrivno recepturo ali pa kaj? To se pa ne izda. Je pa zagotovo. Ja, smo veseli, da so vsi pohvalili, da je dober, torej je nekaj skrivnega tudi vmes. Kuhali pa so tudi zaposleni na občini, a ne golaža. Ponovadi se kuha pred volitvami, ampak v Vuzenici se iskreno takrat kuha, ko imamo kulinarično tržnico in pa Malo Ižino, kot jo imenujejo. In takrat je to na zadnji dan praznovanja vuzeniških dni ali pa občinskega praznika občine Vuzenica. Tudi letos je izredno pestra ponudba različnih društev, ki so prišli ne samo iz naše občine, iz Dravske doline in tudi izven. Seveda pa imamo tudi svoj del občina Vuzenica, svojo občinsko upravo s podžupanom, ki že drugo leto zapovrstjo pripravljamo to popoldansko malico ali Malo Ižino. To so veliki ocvirki ali grumpi, kot jim rečemo v Vuzenici. Vidim, da grejo zelo v promet. Prvi dve porciji sem pripravil, jaz ne dve porcije, dve veliki rangli mi rečemo v Vuzenici. Zdaj pa seveda nadaljujejo sodelavci občinske uprave in pa podžupan, ki je sedaj, ki imam druge obveznosti, prevzel tudi moje naloge. Obiskovalci so se dobro najedli in napili, nato pa še izkoristili priložnost za ples. V okviru Jezernikovih dnevov so poskrbeli tudi za pravo dozo smeha. S svojim nastopom sta Lovrenčane nasmejala Gašper Bergant in David Gorinšek. V Lovrencu na Pohorju sta Gašper Bergant in David Gorinšek s svojim stand-up nastopom nasmejala številne obiskovalce. Ljudje, ki so tele, so itak Dolenci bi rekli Podgorci, pa nam bi rekli Hribovci, tako da to je naš folk. Delamo to, kar nas veseli, če bi vsak lahko prišel na ših, pa da bomo ljudje se smejali, pa na koncu dali aplauz, bi vsi z veselo hodili na ših po moje.
pohorski, kaj ti naj rečem. Jaz slovenski konjic, tako da približno poznam to mentaliteto, prijetni ljudje, sploh ko se nekaj dogaja za njih v kraju, radi pridejo, pa se imajo radi fajn. Bergant je na tem prizorišču nastopil prvič, a v kraju je že nastopil. Sem nastopil na eni privatki, enkrat v eni hosti, ki imajo Brunarc, ne vem koliko pozabil, ker sem ga vprašal, kakve ceste imajo, pa je rekel makadam, ampak je v redu, pa sem pa 3 km peš hodil, da ne bi karterje razbil. Zanimalo nas je, kakšen je v privat življenju. Sem dokaj odprt, pa mislim, upam si reči, da nisem največja tuga za ljudi okoli mene. Tema, na katero se najraje pošali David, pa so policaji iz Ruš. V svojem nastopu opiše nesrečo z njimi. Krivci so bili oni. Bole pa tiho, pa me gleda, pa ga gledam nazaj kati, zdaj rečem, gospod, kaj bo kaj alkohola, ali sta lepivo vohala, ali kaj, sta s prejšanja prišla, ali kaj. V svojo, bi rekel, svoj nastop Lovrenc. In Lovrenčani se v tem najdejo in se temu, kako pač Lovrenc prezentira gost, nasmejijo, tako da zamrljivi niso. In pa v Šotor je bil dokaz, da je temu res tako. Se redno udeležujemo teh jezernikov dnevov, vsaka prireditev, ko je, res ne moreš iti, ampak če le čas izbereš tisto, da greš, sploh pa danes, ko je Bergant, da te vidimo, kako bojejo. Moj fant spremlja, zdaj pa je Lovrenc prišel, pa smo rekla, da pač greva pogledat, pa je ravno tako blizu. Kot smo tu domačina v bližini, pa večkrat hodimo na take komedije. Mislim, da smo kar odprti za različne zvrsti humorja, za črni humor, za stand-up, za neke klasične komedije, ki jih prirejajo kakšna kulturna društva v lokalnem okolju. Tako se mi zdi, za vse tipe. Na trenutke smo skoraj preveč razproščeni, ja. Kakor kdo, v splošnem bi pa rekel, da bolj neko, ja. Bi se mogli malo bolj sprostiti pa zabavati? Jaz mislim, da, ja. Se mi zdi, da smo bili bolj sproščeni, pa pač trenutno so tako cajti, da po mojem nismo najbolj sproščeni, bi pa mogli biti dosti bolj. Zato, da se malo sprostim, da se nasmejim, da podprem Davida, ki je moj kolega, sodelavec na radiju, tako da zaradi tega. Aplavz in smeh, ki sta ga nastopajoča dobila, ima daje nov zagon, novo motivacijo, a tudi zavedanje, da noben nov kompliciral preplačilo. Avgusta pripravijo v Vuzenici stare kmečke običaje. Tako je bilo tudi letos, ko so pokazali, kako iz žita nastane moka. Poglejmo si, kako je bilo. Vsako leto se turistično športno društvo Sveti Primož na Pohorju Šentjanž nad Dravčami posveti določenemu delu kmečkih običajev, pri katerem pokažejo stare naprave in stroje ter orodja. Leta 2019, mislim, da je bilo leta 2019, smo mlatili to, tako se reče, pa mašina, ali smo spravljali zrno iz klasja. In danes imamo to zrnjo, ko še ni očiščeno, so še pleve zravno, razne stvari in zdaj ga bomo mi to zrno spucali, zrihtali, pa zamleli, da bomo prišli do moke, razne polnozrnate, take ali drugačne. Mleli bomo pa na razne mline, prvo imamo ene žermle, ki so se mele na roko, potem je en drugi mlin, ko so kamni okrogli, ko se stiskajo, pa tisti standardni mlini, ki še danes delujejo, sicer ne glih mogoče na vodo, ampak na razne pogone električne, pa to pač mlin na kamne. Ob tem pa res poudarijo, da gre za stare naprave. Mi imamo tudi sami stari kložn, te stare naprave, ko so že stare, kaj pa sem, 70-80, pa tudi še več leta. Se to videli, en mlin je zelo star, se že kuma skup drži, tega pač malo pošraufamo, pa malo porihtamo. Pa ukvarjamo se tudi z to starodobno tehniko, danes imamo tu ene 3 štajere, ko so že fajn porihtani, pa stabilne motorje imamo ene 3 komade, en bo tak gnal mlin, tega bomo pokazali, kako je to bilo, prednje je prišla na naše konce elektrika. Kaj se naredi na posameznih postajah in kako se naredi polnozrnato moko, pa je povedal Branko Repnik. Na tem stroju se žito preveje, da se loči zrnje od plev, da lahko pale naprej se mele, no pa so postopki naprej. Pa povejte, je to enostavno, da se pač žito noter vrže in sam potem stroj naredi z tistim, ali je treba malo? To ga moraš na roke gnati, pa se bomo pa le videli postopek, kako gre. Potem pa gre naprej na naslednjo postajo, kaj se pa tam? Tam se pa mele. Tam se pa žito pale mele in se pridobi moka. Moka za kruh ali pa tudi za krmo, za živino se zemele
Povejte, recimo, torej govorimo lahko o polnozrnati moki pa navadni moki. Kako se zdaj tu recimo loči, ne, pri postopku samem? Tu zemeliš, vse skupaj je polnozrnatno, če ne pa dobiš ono sito, pa preseješ, pa dobiš bolj fino moko ali bolj grobo moko, odvisno kako hočeš. Župan je pohvalil izjemno delo članov društva. Zahvalo za to gre turistično-športnemu društvu Sveti Primož na Pohorju Šentjanž, ki vedno na zadnji dan praznovanja našega praznika in muzejniških dni pripravi vedno kaj zanimivega, torej prikaz kmečkega običaja, starih opravil, ki jih tudi sam v svojih zrelih letih, lahko rečem, niti ne pozna. Kaj šele mlajše generacije in doprinos temu, k tej tradiciji je veliko, pomeni predvsem tistim, ki to pripravljajo, še bolj pa, kot ste videli po številu obiskovalcev, ki prihajajo se ogledati stare običaje, vidimo, da se izredno trudijo, zato je potrebno izredno veliko volje, predvsem pa znanja in pa moraš imeti nekaj prirejenega, da lahko temu tako tudi uspevaš. Pravi, da se res potrudijo in vsako leto pokažejo nekaj novega, nekaj drugačnega. V sklopu AMZS-ja in sodelovanju z Avtomoto društvi in policijo so izvedli preventivno akcijo v pričetku novega šolskega leta. Akcija je bila izvedena pred osnovno šolo Bojana Iliha v Mariboru. Osnovna šola Bojana Iliha Maribor letos obiskuje 519 otrok. V prvem razredu je kar 48 otrok. Ob prvem šolskem dnevu je AMZS v sodelovanju z Avtomoto društvi in policijo izvedel preventivno akcijo. Ob začetku novega šolskega leta ravno začenjamo s to akcijo, ker otroci so še po dolgih počitnicah zelo živahni, še ne razmišljajo pravilno o nevarnosti na cesti, v prometu. Zato želimo najprej, da se starši nekako pogovorijo z njimi in jim dajo te prve napotke. Potem ogromno se naučijo tudi v šoli, tako da mi smo samo še tisti kanček mozaika zraven, da jih nekako opozorimo. Omenjena akcija je bila izvedena že 7. leto zapored. Pomembno je predvsem to, da se vse preventivne akcije izvajajo dolgotrajno. Se pravi, več let je treba ponavljati isto zgodbo, zato da se zadeve primejo. Vse akcije, ki so kratkotrajne in trenutne, enkratne, pač nimajo tega dosega ali uspeha. Maskoti Anja in Zdravko sta za otroke dobra spodbuda. Vsi se zavedamo, da je otroke treba na varnost v prometu začeti navajati že v bistvu v družini. In takoj, ko gremo na cesto, je prav, da se z otrokom o tem pogovarjamo. Mi varnosti v prometu dajemo pomen torej vsakodnevno, tudi ko odhajamo tukaj čez naše prehode, tukaj naša ulica je zelo prometna, tako da moramo biti na to še posebej pozorni. Prvi šolski dan je velikega pomena tudi za same starše, zato jim je ravnateljica podala pomembno sporočilo. Prva vrednota zagotovo naše medsebojno spoštovanje, sodelovanje, zaupanje v naše delo, zaupanje v naše odločitve in absolutno komunikacija, s katero moramo biti vzor pa seveda vsem otrokom. V Avtomoto društvu MTT pozivajo tudi k namestitvi aplikacije. Da si lahko na svoje mobilne telefone namestijo AMZS brezplačno aplikacijo, katera jih bo glasovno opozarjala v bližini šol, da lahko še pravi čas ali prilagodijo vožnjo in upočasnijo. Dogodka pred šolo se je udeležil tudi mariborski župan, ki je otroke pospremil na dvorišče, kjer so pričakali prvošolce. Toliko za danes v oddaji Občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. Nocoj se v Sveti Trojici začenja trilogija. Ob 20. uri bo nastopila skupina Dan D. V soboto Jan Plestenjak, v nedeljo pa Vlado Kreslin. Društvo zeliščarjev Maribor pa vabi na razstavo zelišč, kjer vam bodo pokazali nabor različnih vrst. Obiščete jih lahko v ponedeljek, 5. in torek 6. septembra med 9. in 21. uro v Europarku. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.